Kaj pa, ko politika stopi na nogometno zelenico in strese svetovno nogometno javnost, oziroma to, ko predsednik Trump pokliče Mednarodno nogometno zvezo, da posreduje in praktično izniči rdeči karton, ki si ga je prislužil ameriški napadalec? Ameriški predsednik Trump je namreč prvega moža FIFA Infantina najmanj 3-krat osebno poklical za iskanje vrzeli. V FIFInem pravilniku naj bi najel celo pravnike. Nerazumljivo, neupravičeno, prestopili so rdečo črto. Tako ostro so se odzvali tudi pri UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Več pa Ema Čepon. Ko si je 25-letni ameriški reprezentant Folarin Balogan na četrtkovem obračunu proti izbrani vrsti Bosne in Hercegovine, ker je nespretno pohodil nasprotnika, prislužil rdeči karton in z njim prepoved igranja na naslednji tekmi, je šel predsednik ZDA Donald Trump v akcijo in poklical prvega moža FIFA, sicer pa tudi dobrega prijatelja Giannia Infantina. Naj mlademu ameriškemu napadalcu pogledajo čez prste in mu omogočijo nastop v osmini finala, kjer se bodo ZDA pomerile z Belgijo, naj bi Trump najmanj 3-krat prepričeval Infantina, za iskanje lukenj v FIFInih pravilnikih pa naj bi zadolžil celo svoje pravnike. In Mednarodna nogometna zveza je pod pritiski Bele hiše nazadnje pokleknila. Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. Elle ne défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique. Tako se je na novico, da je FIFA po osebnem posredovanju ameriškega predsednika zamrznila rdeči karton za Balogana, brez dlake na jeziku odzval selektor Belgijcev, ki bodo odločitev izpodbijali. Z vsemi topovi je po Infantinu udarila tudi Evropska nogometna zveza z Aleksandrom Čeferinom na čelu. Še nikoli videno, nerazumljivo, neupravičeno so med drugim komentirali potezo in dodali, včasih so pravila odprta za razlago, v tem primeru ne. Bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA. Po ogorčenju iz vseh strani se je pozno popoldne odzval predsednik Trump in priznal, da je izkoristil svoj vpliv. Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face. Rdečih kartonov se ne razveljavlja s političnimi telefonskimi klici, mu sporoča tudi nekdanji predsednik FIFA, 90-letni Josef Blatter, ki sicer že dlje časa ne skopari s kritikami na račun svojega naslednika.